Magnetno polje osno-simetričnih tokovnih struktur. V tej vaji bomo obravnavali magnetno polje, krožne tokovne zanke oziroma kratke tuljave, Helmholtzovega para soosnih kratkih tuljav in dolge tuljave oziroma solenoide. Ugotavljali bomo tudi vpliv ferromagnetnega materiala na magnetno polje. Za zajem in prikaz merilnih rezultatov bomo uporabili Teslameter, ki deluje na principu Hallovega pojava, naprav za zajem podatkov, računalnik in pripadajočo programsko opremo. Magnetno polje je posledica gibanja nabitih delcev. Okarakterizira ga vektor gostote magnetnega pretoka. Helmholtzov par je skupek dveh medsebojno oddaljenih soosnih kratkih tuljav. Če sta tuljavi enaki in razmaknjeni za razdaljo enako pomeru tuljav, je magnetno polje v sredini med tuljavama dokaj homogeno. Pojem dolga tanka tuljava pa se uporablja takrat, ko je debelina sloja navitja relativno majhna v primerjavi z dolžino tuljave. Ferromagnetiki so snovi, ki dobro prevajajo magnetno polje. Pojav ferromagnetizma je prisoten le v redkih trdninah, in sicer v železu, kobaltu, niklju, gadoliniju, dispoziju in različnih zlitinah. Za merjenje gostote magnetnega pretoka bomo uporabili Teslameter, merilnik, ki temelji na uporabi Hallovega efekta. Ta omogoča merjenje velikosti in smeri polja v izbrani točki. Pri Hallovem efektu se med bočnima stranema tokovodnika, ki se nahajajo v prečnem magnetnem polju, pojavi padec napetosti, ki jo imenujemo Hallova napetost. Zgodi se zaradi sile nagibajoče se naboje v magnetnem polju. Pride do njihove prerazporeditve. Hallov pojav se najpogosteje izkorišča v elementih za zaznavanje in merjenje magnetnega polja in posredno tudi električnega toka. Uporabili bomo sonde, ki vsebujejo Hallov element Siemens GSY14. Za izris grafa v računalnik pa bomo uporabili program LabVIEW. Prikazane so gostotnice magnetnega pretoka polja krožne tokovne zanke. To so linije, ki kažejo smer polja oziroma so vzporedne s smerjo polja. Njihova gostota je sorazmerna jakosti polja. Tam, kjer so gostotnice bolj narazen, je polje šibkejše in obratno. Gostotnice so sklenjene krivulje, ker je magnetno polje neizvorno, torej nima ne izvora ne ponora. Pretok polja gre skozi tokovni ovoj v eno stran ter se po zunanjosti vrača nazaj. Graf 1. Pred pričetkom vaje kalibriramo Teslameter, tako da pri ničelnem polju na prikazovalniku kaže vrednost 0. V otorni merilni mizici namestimo kratko tuljavo z dolžino 0,9 cm, številom ovojev 100 in pomerom 15,5 cm. Vklopimo Teslameter in ga priključimo na napravo za zajem podatkov. Enosmerni napetostni vir priključimo na tuljavo preko ampermetra in drsnega upora, na katerem nastavimo upornost na 10 ohmov. Merilno moč na ampermetru pa nastavimo na ampere. Vklopimo napetostni vir in nastavimo napetost na 0 voltov. V središče tuljave postavimo sondo Teslametra, obrnjeno v smeri osi tuljave. Merimo odvisnost gostote magnetnega pretoka v središču tuljave od njenega toka. Na Teslametru nastavimo merilno močje na 2 militesla. Izvedemo meritve s povečevanjem toka od 0 do 1 A s korokom 0,1 A, tako da povečujemo tok do želene vrednosti. Meritve pa sproti vnašamo v računalnik. Opazimo, da se polje veča s tokom. Sondo Teslametra postavimo na poljubno drugo mesto v bližini tuljave ter ponovno merimo komponento polja vzporedno osi tuljave pri povečevanju toka od 0 do 1 A po 0,1 A. Po opravljenih meritvah izklopimo vir.
Tuljava je linearna, ker je okrog nje zrak, ki je linearen medij. Posledica tega je, da je polje sorazmerno s tokom. Naslednje merimo komponente magnetnega polja na liniji prečni na os tuljave, na liniji E. Nastavimo tok v tuljavi na 1 amper. Pike pomenijo izmerjene vrednosti, polne črte pa izračunane. Razvidno je, da se meritev in izračun dobro ujemata. Za boljšo natančnost meritev je najprej potrebno pri izklopljenem toku na teslometru nastaviti ničlo, ko je sonda usmerjena v smeri osi X in se nahaja v točki X, je 20 cm. Ravnilo poravnamo z linijo E in na njej merimo vrednosti z komponente polja, ki je vzporedna z osjo tuljave. Meritev opravimo v 11 točkah, čigar X koordinate so 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 in 40 cm. V istih točkah opravimo meritev še za X komponento polja, ki je pravokotna na os tuljave. Graf prikazuje izmerjene vrednosti X in Z komponente vektorjev gostote magnetnega pretoka v omenjenih točkah linije E ter iz teh izračunane absolutne vrednosti teh vektorjev. Še boljšo predstavo o jakosti in smeri polja dobimo iz slike teh vektorjev. Modro obarvani vektorji so dobljeni iz izmerjenih vrednosti, zeleno obarvani pa so numerično izračunani. Tokovni ovoj je prikazan z rdečo barvo. Smeri vektorjev gostote magnetnega pretoka na liniji E so skladne s prej omenjeno smerjo pretoka polja tokovnega ovoja. Graf 2. Tok v tuljavi nastavimo na 1 amper. Merimo komponento polja, ki je vzporedna z osjo tuljave. Sondo teslometra postavimo najprej vzdolž linije A, ki leži vzporedno z osjo tuljave, začetno pozicijo -13 cm in jo premikamo po osi v razmaku 1 cm, dokler pridemo do 25 cm, meritve pa beležimo v računalnik. Nato ponovimo postopek še na linijah B in C. Največje vrednosti z komponente magnetnega polja na vsaki izmed linij so v ravnini kratke tuljave. Ta maksimum z komponente polja je na liniji C precej večji kot na linijah A in B, ker je linija C blizu ovoju tuljave, torej blizu toka, ki je povzročitelj polja. Bolj kot gremo levo ali desno od tuljave, šibkejše je polje. Graf 3. Tok v tuljavi nastavimo na 1 amper. Merimo magnetno polje v smeri osi tuljave po linijah D, E in F, ki so postavljene prečno na to os. Ravnilo nastavimo najprej na linijo D in opravljamo meritve od 0 do 40 cm, z razmakom 1 cm in meritve beležimo v računalnik. Nato ponovimo postopek še na linijah E in F. Polje je najmočnejše blizu ovoju tuljave oziroma toka. Tam se tudi obrne smer polja oziroma predznak izmerjene z komponente polja, se gre magnetni pretok skozi tuljavo v eno smer in se po zunanjosti vrača nazaj. Graf 4. Helmholtzov par. Pred začetkom vezave naprav izklopimo napajanje. V reži 2 in 4 vstavimo tuljavi, razdalja med njima je takrat 10,3 cm in jo zaporedno povežemo, tako da bo tekel skozi njiju enak tok. Vklopimo napajanje in nastavimo tok na 1 amper. Merimo vpliv smeri toka v tuljavah na polje v osi tuljav po celotni liniji A od -13 do 25 cm po 1 cm, in sicer tako, da je enkrat tok v tuljavah usmerjen v isto smer, enkrat pa v nasprotno smer. Smer zamenjamo z zamenjavo priključkov v vezavi. Pri enaki smeri tokov tuljav sta tudi njuni polji enakih smeri in se torej seštejeta, pa je skupno polje močnejše od polja le ene tuljave. Pri nasprotni smeri tokov tuljav sta njuni polji prav tako nasprotnih smeri in se torej odštevata.
V točki, ki je bližje levi tuljavi, je njen prispevek k polju močnejši od prispevka desne tuljave, pa pri tem odštevanju prevlada. Zato je pri nasprotni smeri tokov polje na levem delu grafa nasprotnega predznaka kot na desnem. Graf 5. Merimo vpliv razdalje med kratkima soosnima tuljavama s tokom v isto smer na magnetno polje v njuni osi. Levo tuljavo postavimo v ležišče 2, desno pa premikamo iz ležišča 3 v 5 ter 6, tako da so razdalje med tuljavama 5,5 cm, 15,5 cm in 20,5 cm. Na slikah gostotnic magnetnega pretoka je razvidno, da se s spreminjanjem razdalje med tuljavama spreminja tudi njuno skupno polje. Ležišči 2 in 5 sta na razdalji enaki polmeru tuljav. V tem primeru so gostotnice v sredinskem območju med tuljavama približno vzporedne, ravne in ekvidistantne, kar pomeni, da je tam polje približno homogeno. Ker sta toka v tuljavah iste smeri, da se njuni polji seštevata, je najmočnejše polje v območju med tuljavama. Bližje kot so tuljavi, močnejše je polje med njima, vendar je tudi manjše območje tega močnejšega polja. Pri tuljavah v ležiščih 2 in 5 je razvidna približna homogenost polja med njima. Pri večji razdalji med tuljavama je polje ravno na srednji med njima šibkejše, kot po bližini posamezne tuljave. Graf 6. Merimo vpliv feromagnetika na magnetno polje dveh kratkih tuljav. Tuljavi postavimo v ležišči 2 in 4, tok usmerimo v isto smer in nastavimo na 1 amper. Vzdolž linije A najprej izmerimo gostoto magnetnega polja z razmikom 1 cm brez dodanega feromagnetika, nato pa na sredino med tuljavi ob osi A postavimo palico s feromagnetnima valjema in ponovimo meritev. Meritve beležimo v računalnik. Feromagnetik se v magnetnem polju namagneti, zato se k polju tuljave prišteje še polje feromagnetika in se skupno polje spremeni. Namagneten feromagnetik deluje kot magnet, torej tudi sam prispeva k polju. Pri daljšem valju se polje bolj spremeni. Graf 7. Dolga tanka tuljava. Porabljena dolga tuljava ima notranji radij 1,1 cm, zunanji radij 1,6 cm, število ovojov 2000 in dolžino 16 cm. Izklopimo napajalni vir in nam povežemo dolgo tanko tuljavo. Vključimo napajanje, teslometer pa preklopimo na merilno območje 20 mT. Tok nastavimo na 0,6 amperov. Sondo postavimo v središče tuljave, točka C, in jo pomikamo po 1 cm proti zunanjosti vzdolž linije A. Merimo magnetno polje v osi tuljave, torej na liniji A. Meritve s pomočjo ravnila ponovimo v zunanjosti tuljave po liniji B. V notranjosti tuljave je polje približno enako veliko oziroma dokaj homogeno. Z bližanjem robu tuljave se polje hitro zmanjšuje. Na robu pri 8 cm je približno pol manjše kot v središču tuljave, zunaj tuljave pa se hitro zmanjša proti zanemarljivi vrednosti. Rdeča linija prikazuje polje zunaj tuljave, ki je skoraj ves čas zanemarljivo, čeprav smo ga merili zelo blizu toka. To je zato, ker se tam prispevki sosednjih ovojov med seboj odštevajo. Blizu roba tuljave, ko je z koordinata približno 8 cm, opazimo spremembo predznaka merjenja z komponente polja, ker gre magnetni pretok skozi tuljavo v eno smer in se po zunanjosti vrača nazaj. Graf 8. Merimo polje v notranjosti dolge tuljave ob ustavitvi palice s feromagnetnima valjema. Sondo postavimo v središče dolge tuljave na točko C. Z druge strani tuljave potisnemo palico s feromagnetnima valjema z daljšim feromagnetnim valjem v tuljavo do sonde.
Na teslometru izberemo merilno območje 200 militesla. Ob ferromagnetno palico postavimo ravnilo. Palico po pol centimetra vlečemo iz tuljave in sproti merimo vrednosti polja. Meritev ponovimo še z vstavljenim krajšim ferromagnetnim valjem. Ferromagnetne snovi so zelo dovzetne za magnetenje, zato se polje v njihovi bližini občutno ojača. Črna linija prikazuje polje ob vstavljenem daljšem ferromagnetnem valju, ki polje nekoliko bolj ojača kot krajši valj. Oba valja sta relativno kratka glede na dolžino tuljave. Če bi celotno notranjost tuljave zapolnili s ferromagnetikom, bi se polje povsod notri zelo ojačalo, še posebej, če bi imeli tuljavo s sklenjenim ferromagnetnim jedrom.